Pozdravljeni. Moje ime je Iztok Kilc in prebral bom odlomek iz romana Mamina zapuščina japonske pisateljice Minae Mizumura. Minae Mizumura je pisateljica srednje generacije, ki je zaslovela po letu 2000 s parafrazo Viharnega vrha Emily Bronte. Še bolj se pa priljubila pri širšem bralstvu okoli leta 2010, ko je za japonski dnevnik Yomiuri napisala roman o pismih z naslovom Mamina zapuščina. V njem sledimo trem ženskam, mami in njenima hčerama, ženskima v srednjih letih, Mitsuki in Natsuki. V srednji temi sta pa staranje, skrb za ostarele starše in usoda žensk v srednjih letih v sodobni Japonski. Odlomek, ki ga bom prebral, se dogaja v bolnišnici nekaj dni pred mamino smrtjo. Takrat pa je vstopil lečeči zdravnik. Bil je srednje rasti, skladnih obraznih potez, po starosti najbrž v poznih 40-ih. Sijoči lasje so mu uokvirili lep obraz, dajajo vtis, da je vreden zaupanja. Toda videti je bil kot razvajen pamž, ki mu v življenju ni bilo hudega. Zaradi mame sta hčerki srečevali takšne in drugačne zdravnike in Mitsuki jih je začela sama pri sebi ocenjevati, čeprav se je zavedala, da je to nesramno. Samo pretvarjala se je, da je krotka pacientkina hči. Najprej moramo počakati, ali bo antibiotik prijel. Razumeva. Ker je pacientka že precej v letih, morebiti ne bo šlo tako zlahka. To je žal treba razumeti. To so bile skoraj iste besede, kot sta jih slišala od dežurnega zdravnika večer prej. Še nekaj, da si ne bi ponoči spulila kanile, priporočam, da jo privežemo. Se strinjata? Se. Sestri sta se globoko priklonili, pospremili zdravnika do vrat, v naslednjem hipu pa se je Mitsuki glasno spomnila. Zdaj sem se spomnila, tisti papir morava pokazati. Kateri? Mamino podpisano izjavo Društva za dostojanstveno umiranje. Samo kopija je, a je mama ves čas težila, da jo je treba zdravnikom nujno pokazati, če jo odpelje rešilec. Mitsuki je stopila na hodnik, ujela postavo v beli halji, je pokazala papir in vljudno, vendar zelo odločno povedala, da se je mama v svojih zgodnjih 60-ih pridružila Društvu za dostojanstveno umiranje. Od takrat je prosila, naj se zdravniki izogibajo ohranjanju njenega življenja za vsako ceno. Mitsuki se je zadnjih nekaj let mamino izjavo društva navadila ves čas nositi s sabo v torbici, skupaj z listkom neke znamke spodnjega perila, ki jo je bilo težko dobiti z imenom izdelka in velikostjo. Slišala je, da se število zdravnikov, ki nasprotujejo konceptu dostojanstvene smrti, zmanjšuje, toda ne bi bilo nemogoče, da bi bil ta zdravnik v svojih 40-ih neomajen govornik vesti. Zdravnik je ošinil papir, ki mu ga je pomolila Mitsuki, rekel, da razume in jemlje na znanje. Mitsuki je previdno naredila še korak naprej in dodala, da je mama poudarila, da v primeru, da ne bo mogla jesti, zavrača, se razume, tako nazogastrično sondo, kot tudi še hujšo gastrostomo. Če skrbiš za ostarele starše, se naučiš besed, ki jih doslej še nisi slišal in za katere bi bilo bolje, da jih nikoli ne bi. Kako žalostna izkušnja. Ko je bila majhna, se je novih besed naučila s prebiranjem knjig. V revni hiši povojnega Tokija so besede, na katere je naletela v zahodnjaških romanih za deklice, nanjo delovale s čarobno močjo. Jelka, četveroprega, kamin, mlin na veter, sojenice. Tudi ilustracije so bile lepe. Toda neopisljiva čarobnost še neslišanih prevedkov jo je povedla v megličast svet, ki je bil in ni bil resničen. V romanih, ki jih je prebirala med odraščanjem, je bilo polno besed, ob katerih je sanjarila o čim prejšnji odraslosti. Pudrnica, sviljene nogavice, črno čipkasto perilo, žametno ogrinjalo, šminka, sviljeni obi. Komaj je čakala na življenje pred sabo. Vendar jo je življenje odslej sililo, da se je učila besed, v katerih ni bilo nobene poetičnosti. Cervikalni zlom femurja se je naučila pred več kot 10 leti, ko si je mama zlomila kolk. Disfagije, nazogastrične sonde, gastrostome in podobnih še do pred kratkim ni poznala. Toda zdaj so šle tako gladko z jezika, kakor da zanje veži od samega rojstva. Zdravnik je rekel, da seveda razume in prikimal. Ko se je vrnila v mamino sobo, jo je Natsuki vprašala, kaj je rekel. Rekel je, da razume. Res?
Čeprav je odleglo, je bilo v njenem glasu čutiti senco dvoma. Antibiotiki niso bili učinkoviti. Razen nadležnih klimatskih naprav, zaradi katerih je bilo Mitsuki v visokem poletju neudobno hoditi v bolnišnico, so bili obiski spokojnejši kot kdaj prej, saj je mama ves čas skoraj spala, tako da se ji ni bilo treba ukvarjati z njenimi muhami. Ker so ji dajali samo nizkokalorično raztopino, je še bolj shujšala. V skladu z bolnišničnimi navodili sta sestri s sabo prinesli zobno ščetko in pasto, tudi zaradi nevarnosti, da bi mami v sapnik steklo kaj vode, ji zob niso ščetkali. Medicinska sestra si je samo nadela gumijasto rokavico, iz navlaženo gazo čistila ustno votlino in previdno odstranjevala čisto črne zasušene skupke sluzi in obloge z jezika. Prednja zoba sta bila že razmajana in zaradi nevarnosti, da bi ju pogoltnila, so enega izpulili, čez 2 dni pa še enega. Tako so mamina usta še votleje zazevala. Mirno sta minila 2 dneva, 3, 4. Po enem tednu sta si sestri dovolili odkrito razmišljati, da bo mama umrla. Ker dotlej nista pričakovali, da bo ta dan zares prišel, ker o tem namenoma nista razmišljali, se jima je vse skupaj zdelo nekako nestvarno. Za mamo ne bi bilo dobro, če bi jo ljudje videli v takšnem stanju, a kljub temu sta naslednji dan sestri s skupnimi močmi poklicali nekaj ljudi, za katere sta menili, da naj bi jih mama poslednjič videla, preden odide na oni svet. Naslednje jutro ju je poklical zdravnik in prosil za sestanek. Želel se je prepričati, ali je v redu, da mama kot zdaj ostane na nizkokalorični raztopini, če antibiotiki še naprej ne bodo učinkovali. V en glas sta se strinjali. Upali sta, da pred zdravnikom nista izpadli preveč grobi in neobčutljivi. Nizkokalorična raztopina je pomenila, da bo mama čez nekaj tednov umrla. Čez nekaj tednov bo ta dan končno prišel. Pri poznem kosilu se nista mogli zadrževati. Ne morem verjeti. Ja, jaz tudi ne. Nikakor pa si nista predstavljali, da jo bo naslednje jutro zdravnik spet poklical. Dober dan. Ime mi je Lijana Dejak. Prebrala bom odlomek iz romana Tekst ruskega pisatelja Dmitrija Gluhovskega, ki ga zdaj prevajam in bo izšel spomladi pri založbi Litera. To je roman o sodobni Rusiji. Glavnemu junaku Ilji, brucu, na zabavi policist podtakne drogo. Ilja je obsojen in preživi 7 let v kazenski koloniji. Tik pred izpustitvijo mu umre mama in Ilja ostane popolnoma sam, brez možnosti za vrnitev v življenje. V afektu umori policista, ki mu je uničil življenje, mu vzame telefon, ki je, kot pravi Gluhovski, backup človeške duše in s pomočjo tega telefona začne živeti njegovo življenje. Zdaj pa odlomek. Trolejbus je krčevito zarožljal spojko, se zganil in neslišno odpeljal. Samo da je Ilja plačal, sedel, si oddahnil in se potopil v telefon, ko je trolejbus naletel na praznino. Semafor, je pomislil in niti ni dvignil glave, potem pa se je le utrgal od zaslona. Vse naokrog je zamrlo, kakor bi se ustavil čas. Noben avto se ni premaknil, ne spredaj, ne ob strani. Prospekt Kutuzova, cesta, široka skoraj kot reka Kama, je obstal na mestu. Kamnite 19-stropne stalinske palače so jo stiskale kakor sotesko. Slavolok, od katerega so se pravkar odpeljali, je sekal tok na dvoje, kako rečni otok. Ilja je pogledal na telefonsko uro. Čez 2 minuti bi moral biti tam, na dvorišču hiše številka 35. Zakaj pa stojimo? Po ročajih se je prebil do voznika. Zapora, je nemočno in brezbrižno rekel ta, kot bi govoril v dežju. Kaj, kakšna zapora? Zdajle bo krenil, so mu pojasnili. Kdo bo krenil? Kam? Se je vznemiril Ilja. Kako kdo? To je vendar prospekt Kutuzova. Car, kdo pa je Bemti, je rekel sivolast starček z očali v tankem okvirju, na videz intelektualec. Odprite na vrata, izstopil bi, je zaprosil Ilja. Raje ne, ga je opozoril starček. Okrog je polno KGB-jevcev, tega zelo pazijo. Se itak ne bi odprl, je rekel voznik, ker bi jih še jaz skupil. Zamudil bom. To je višja sila, je ugovarjal voznik, bojo že razumeli. V Belgiji se premier s kolesom vozi v službo, je pripomnila neka ženska zadaj. Zato je pa Homič se je vključil v razpravo bradač z rdečimi, rahlo osivelimi lasmi.
Oni imajo vladi homiče, mi pa pedre, je tehtno izjavil starček z očalci. Kdo je boljši? Na Švedskem pa otroke v šolah učijo za toplovodarje. To imajo že v učbenikih, se ni vdal Bradač. Je to normalno? Strpnost. 12. ura je prišla in minila. Nič za to, malo bo zamudil. Kaj vse se lahko zgodi? Mogoče je pa tudi Igor svojo robo obtičal v istem zastoju. Vsekakor se ni oglašal. Ilja se je sprehodil do konca, da pogleda skozi zadnje okno, ali se sprevod že bliža. Tik za trolejbusom je tičal rešilec in nemo obračal izbuljane signalne luči. Voznik je kadil z zaprtimi očmi. Zdravnik je bral telefon. V vseh okoliških avtomobilih so ljudje ždeli v telefonih. Vsi so imeli neskončno veliko časa. Njim se pol ure življenja zdel pravičen davek. Vrnil se je v spredje k vozniku. Bo še dolgo? Po mojem ne, je odvrnil ta, še kakih 10-15 minut. Odprite, je zahteval Ilja. Kar poglej, mu je starček pokazal človeka v črni jakni in volneni kapi, ki je stal na pločniku in s pozornim, napetim obrazom opazoval cestišče. Pridobil boš 1/4 ure in zamudil vse življenje, tako kot v risanki Hlapon iz Romaškova, si jo gledal? Jaz sem jo gledal, se je vmešal Bradač. Ta mladina pa nič ne gleda, samo svoj internet. Ilja se je spustil na sedež. Preveril je, ali mu ni nemara pisala Nina, pa je preslišal. Ne, tišina. Tudi Petjeva mama je bila pripravljena potrpeti do neuresničljivega srečanja. Ko bi vedeli, kdo ima odgovarjal v Petjevem imenu, je zdaj prvič pomislil. Ko bi le vedeli. Ljudi okoli njega je premagoval spanec, kakor da bi v tem zastoju razprševali v spavalni plin. Celo staremu očaljarju se ni več dalo razpravljati. V telefonu je brez zvoka odtiktakala in minila še ena pikselska minuta in potem še in še. Čudno, da je Mobi še meril čas, mar ni ta popolnoma zamrznil. Lahko bi se s helikopterji vozili, je nerazločno zamomljal starček, ampak to je dolgočasno, s helikopterja ne vidiš raje. Starčka, ki je bil kot navit, je na lepem zmanjkalo, navijalna vzmet se je sprostila. Šele zdaj je v tej zamrznjeni reki nekaj poblisnilo, modra strela. Čelno vozilo, policijski Mercedes. Ilja je vstal in se s čelom pritisnil ob okno. Prek streh avtomobilov se je videlo očiščeno, popolnoma prazno nasprotno vozišče in po njem je šinilo. Takrat se je prikazalo v daljavi, girlanda modrih luči, sozvezdje. Pike na obzorju so v nekaj sekundah zrasle v težke črne izstrelke, kakšne orjaške berte. 3 kvadratno obsekani nemški terenci z modrimi signalnimi lučmi okoli dolge nemške limuzine. In še okrog, spredaj in zadaj, belo-modro spremstvo, vsi mežikajo, ragljajo, zavijajo. Zleteli so mimo z neverjetno hitrostjo, tako da bi se morali po vseh pravilih fizike že odlepiti od zemlje in poleteti. Prava topovska salva. Avtomobili, ki so stali vzdolž ceste, so se od zračnega strtka zazibali kakor od udarnega vala in zdelo se je, da se je slavolok zamajal. Nekdo od tistih, ki niso spali, je plaho potrobil, toda drugi mu niso pritegnili. Vsi so mirno sedeli v tem svojem zaustavljenem trenutku in niti niso opazili, kako so odpovedali fizikalni zakoni. Temu pa je bilo najbrž všeč, da lahko ljudem z dlanjo zajezi čas kakor potoček. Gotovo je sprejel to službo prav zaradi tega. Lepo se pelje, ga je pohvalil Bradač. Sračika naroda, je izjavil starček. Odžmigalo je in se je razblinilo v megli. Vendar še nekaj minut niso odprli prometa, dokler ni bilo niti odbleska, niti odseva več. Potem so z ure sneli zaporo. Hvala. Sem Marjanca Mihelič in predstavila bom madžarskega pisatelja Laszla Krasnohorkovija. Laszlo Krasnohorkovij je prvi madžarski pisatelj, ki je prejel mednarodno Bukarjevo nagrado. Predtem, leta 2014, je prejel veliko nagrado Vilenice. Še prej in potem je prejel veliko drugih mednarodnih prestižnih nagrad. Imenujejo ga madžarski mojster apokalipse, imenujejo ga tudi madžarski Kafka. Po njegovih scenarijih oziroma nastopil je tudi kot soscenarist, so posneli odmevne filme znamenitega režiserja Bele Tora. Zelo znamenit kultni film, nagrajen je bil Torinski konj. Prav ta zgodba je objavljena tudi v tej prozni zbirki, ki jo predstavljam. Začela bom kar s prvo zgodbo v tej zbirki. Zbirka pripoveduje sicer o fiasku prizadevanj človeka
v zgodovini in tudi danes in o ničnem prizadevanju vsega, kar počne, misli in sanjari. Bom kar začela z začetkom, seveda bom obstala na polovici, ker moramo upoštevati tudi čas. Tavanje na mestu. Treba je iti od tod, ker to ni kraj, kjer je mogoče bivati in vredno ostati, ker je to kraj, od koder je treba zaradi njegove neznosne, nevzdržne, hladne, žalostne, puščobne in smrtonosne teže zbežati, pograbiti kovček, najpoprej kovček, 2 kovčka bosta ravno zadosti, vanju strpati vse, ju zapreti, da ključavnice šklocnejo, potem pa hajt k šuštarju, da bo v podplate zabil žeblje in še enkrat zabil žeblje, ker potrebujemo okovane čevlje, par okovanih čevljev in to brez nadaljnega, dobro okovani in potempljani čevlji in 2 kovčka bodo zadostovali, tako opremljeni že lahko odrinemo na pot, če vemo. In to je prva stvar, ki jo moramo vedeti, kje natančno leži kraj, kjer se v tistem trenutku nahajamo. Potrebujemo torej določeno zmožnost, popolnoma praktično vedenje, ne pa recimo nekakšen občutek za smer ali megleno slutnjo, skrito v globini srca zato, da bi določili, kje se v tistem trenutku nahajamo in glede na kaj bomo izbrali pravo smer. Čutilo torej, kot da bi držali v rokah posebno napravo za orientiranje, s pomočjo katere bi lahko rekli, da se v prostoru nahajamo tu in tu, naključno na nekem posebno neznosnem, nevzdržnem, hladnem, žalostnem, puščobnem in pogubnem križpotju, od koder je treba iti, ker to ni kraj, kjer človek lahko biva in ostane, saj na tej močvirnati, zaskrbljujoče temni točki v prostoru ni zmožen drugega razen tega, da reče, treba je iti in to pri priči, odriniti brez pomišljanja in se ne več ozreti, temveč pogled nepreklicno upirati samo naprej in slediti prej določeni smeri, pravi smeri seveda, ki je, kot se zdi, sploh ni tako strašno težko določiti, razen če se ne izkaže, da to praktično vedenje, to posebno čutilo, potem ko je uspelo določiti koordinate te točke v prostoru, točke, ki sega od žalostnega do usodno pogubnega, iznenada ne sporoči, da se zadeve odvijajo tako samo v običajnem primeru, se pravi, da rečemo, tukaj se gre sem ali tja, se pravi, da je prava smer ta ali tej nasprotna, toda obstajajo tudi primeri, tako imenovani neobičajni primeri, ko nam to čutilo, upravičeno visoko cenjeno praktično vedenje sporoči, da je smer, ki smo jo izbrali, prava, kar naprej izvolite, to je to, sem kaj, lejte, tako je v redu, čeprav, sporoči isto čutilo, je prava tudi nasprotna smer, in tedaj se začne tavanje na mestu, saj tam stoji človek z 2 težkima kovčkoma v rokah in v odlično podplatenih in potempljanih okovanih čevljih, ki bi šel lahko tudi desno in se ne bi zmotil, kot bi šel lahko tudi levo in se prav tako nikakor ne bi zmotil, ko torej to čutilo v nas oceni obe, čelno nasprotni smeri zapravi, kot dobri pa jo namreč oceni na podlagi vseh razlogov za to, saj se določanje teh, torej medsebojno čelno nasprotnih smeri, znotraj tega praktičnega vedenja zgodi že v strukturi, glede na našo željo oziroma pomeni, pojdi desno, enako kot pojdi levo, kajti obe smeri kažeta po nareku naših želja na kar najbolj oddaljeno pokrajino, ki vodi najdlje stran, točke, ki naj bi jo dosegel v dani smeri, pa sploh ne določa več to praktično vedenje, čutilo, zmožnost, temveč edino samo še želja, hrepenenje, da človek ne bi preprosto prišel iz trenutnega položaja samo najbolj daleč stran, marveč hkrati tudi na kraj, ki največ obljublja, kraj, kjer si bo lahko oddahnil in se spočil, za to gre namreč, za spokojni mir, to išče človek v tej želeni dalji, spokojni mir po neizrekljivo tesnobnem, bolečem, norem nemiru, ki se ga polesti vsakokrat, kadar razmišlja o svojem trenutnem položaju, o izhodiščni točki, o tej neskončno tuji zemlji, kjer je zdaj in odkoder mora iti, ker je tu vse neznosno in nevzdržno in hladno in žalostno in puščobno in pogumno, odkoder pa se od prvega trenutka dalje v zaprepaden ne more niti premakniti, ko osupel spozna, da je v škripcih in sicer zaradi tega svojega drugače, brezhibno delujočega praktičnega čutila, ki istočasno
kaže v nasprotni smeri in mu govori, naj kar mirno krene, dobro mu gre, vprašanje je le, kajpak, kako lahko krene hkrati v dve nasprotni smeri in bo vprašanje tudi ostalo, zato stoji tukaj kot zasidran na tem mestu, kot razpadajoča ladja, sključen pod bremenom težkih kovčkov, stoji in se ne premakne, tako stoječ na mestu in negiben, tudi krene v neznani svet, zdaj je že vseeno, v katero od smeri, saj se ne premakne niti za korak, tudi ko hodi že daleč stran in začne tavati po tem neznanem svetu, medtem namreč, ko se njegova resnično nepremična zgrbljena postava, tako rekoč že kot kip, kleše v svet, ki ga ne more zapustiti, se pravzaprav prikazuje že na vsaki cesti. Videvajo ga po dnevi in po noči, zanj vedo v Ameriki kot tudi v Aziji, poznajo ga v Evropi in tudi v Afriki, hodi čez drn in strn, hodi in hodi, vandrati ne neha eno samo noč. Pozdravljeni, ime mi je Đurđa Strcoglavec, sem prevajalka iz južnoslovanskih jezikov. Danes bom brala odlomek iz romana Naslov, ki mu je avtor Dragan Velikić, lanskoletni dobitnik nagrade Vilenica, dodal opredelitev beograjski roman. Gre za gosto palimpsestno mrežo, ki bralcu ne privošči oddiha. Kolesje se neusmiljeno vrti v vse smeri časa in prostora. Tudi tja in tedaj, ko je bila sedanja Slovenija njun sestavni del. Marsikomu zna biti za hip toplo pri srcu, ko bo prebral besede, ki jih je Dragan Velikić pripisal svoji literarni osebi. Dobro ve, v kakšni državi živi. Srbija ni Švica, žal tudi Slovenija ni. Velikićev naslov je neprizanesljiv do skorumpirane in razbojniške oblasti, do ideoloških spreobrnjencev, do sprevračanja zgodovine, do zamolčevanja, do zaslepljevanja, do tistih, ki na volitvah glasujejo za temo, do molčavcev in dvigovalcev rok, ki mislijo, če že kaj mislijo, samo na lastno korist. Kot pravi, ubogi v duhu razkrojijo vsako ideologijo, vsak sistem zaradi majhne, bedne koristi, zaradi svoje riti in želodca. Nekam znano, ne res? Torej, odlomek iz romana Dragana Velikića, naslov, ki bo izšel naslednje leto pri Cankarjevi založbi. Na začetku druge dekade 21. stoletja je v Srbiji prišla na oblast razbojniška druščina, ki ji je uspelo lastno kriminalno preteklost predati kot doto svojemu radikalnemu krilu. Z vseh strani se jim je pridružil preživeli odpad Miloševićevega časa, pa tudi pripadniki strank demokratskega spektra, pogosto ljubkovalno imenovani eksperti. Oblikovala se je trdna mafijska struktura, ki je državne inštitucije potrebovala samo kot masko. In sicer zaradi mednarodne javnosti, saj so na domačem terenu mediji že zdavnaj kontaminirali zdrav razum večine. V tistem času so povsod vznikale zasebne univerze. Mnoge od njih so vodili pripadniki tajnih služb. Na veliko so se delili častni doktorati in lažne diplome. Zbirali so se hohštaplerji iz belega sveta na območjih balkanskih držav, o katerih je pesnik Miodrag Stanisavljević rekel, da spominjajo na zakarpatske kneževine iz hollywoodskih filmov. Dogajalo se je, da so se državnemu aparatu razbojniške druščine iz čistega koristoljubja pridružile tudi osebe z resnično integriteto. Kakšen pisatelj, igralec, glasbenik. In ponudile nesebično podporo režimu, v zameno pa so dobile donosno sinekuro, pa tudi delnice od ropanja podanikov, ki se jih eufemistično včasih imenuje državljani. Nastopile so bogate žetve lažnih diplom. Delile so se medalje, ob duhovniškem polaganju rok in laganju širila se je deponija. Srbska družba je bila na smrtni postelji. Zavladali so najhujši, ne glede na to, ali je šlo za parlament, vlado, cerkev, vojsko, tajne službe ali diplomacijo. S stališča dirigentov v Bruslju je samo ta človeški material lahko zagotovil sanitarni kordon, v katerega se bo spremenil del obrobja Evrope, določen za deponijo.
To bo naslov 100.000 še nerojenih prebivalcev balkanskega limba. Ko bodo prišli na svet, si jih bo veliko zaželelo oditi kam drugam, vendar jih bo naslov, pridobljen z rojstvom, spremljal vse življenje. Strankarske zastave, manifesti, ideologije so bili samo rekviziti, s katerimi so slepili neumno ljudstvo, okrepljeno z navijaškimi hordami, nezamenljivim proizvodom varnostnih služb, ki so jih proti koncu 80. let 20. stoletja spremenili v pretorijske garde odpadniških oblasti. Vrhunski vztrajnik vseh režimov na balkanskih tleh je bilo ropanje, precej bolj odkrito tam, kjer je odsotnost vsaj drobcev državnih inštitucij ponujala neprizanesljivo odtujevanje družbenega premoženja. Te v tuje jezike neprevedljive kategorije. Četudi jezikovno neprevedljivo, pa je bilo premoženje še kako prevedljivo iz družbene lastnine v zasebno, že zaradi dejstva, da je jugoslovanska družba pol stoletja temeljila na nonsensu, da je delavski razred lastnik proizvodnih sredstev. V pogojih odsotnosti državljanske zavesti je kasta jugoslovanskih vrhušk organizirala dogovorjene vojne in tako izpeljala konverzijo družbene lastnine v zasebno. Plen večletnega ropanja ljudstva je našel dom na zasebnih računih v eksotičnih krajih po vsem svetu, ob tihem soglasju mednarodne skupnosti. V drugi dekadi 21. stoletja je Srbija največja pralnica denarja v Evropi. Lastniki dozdevno tujega kapitala, ki se bojda investira, pravzaprav pa se pere, ostajajo za zaveso, kakor tudi njihovi domači partnerji. Zakon velikega števila je porok za stabilnost kontinuiranega ropanja skozi velike državne projekte. Gre za velikanski vložek. Neke aprilske noči leta 2016 je bila za potrebe vladajoče razbojniške druščine tudi formalno ukinjena država. Neznani storilci, zakriti z maskirnimi kapami, oboroženi z mehanizacijo, so v beograjski soseski Savamala porušili celotno ulico. Panični prebivalci so zaman klicali policijo, ki se tiste noči ni odzivala. Vse dežurne službe so bile nedostopne. Tako je bil zagotovljen še zadnji del terena za največji gradbeni podvig oblasti, Beograd na vodi. In Fata Morgana se je lahko začela. Antologija Judovska država vsebuje spise 6 avtorjev, ki so temeljno prispevali k sionističnemu gibanju. To je k političnemu gibanju Judov, ki se je izoblikovalo v drugi polovici 19. stoletja in se je zavzemalo za ustanovitev avtonomnega judovskega političnega občestva. Odlomek, ki ga bom prebral, je iz govora pisatelja Maxa Nordauja z prvega kongresa sionistov v Baslu leta 1897. Emancipacija je popolnoma preobrazila naravo Juda in iz njega napravila drugačno bitje. Brezpravni Jud iz časa pred emancipacijo je bil tujec med narodi, vendar niti za trenutek ni pomislil, da bi se temu razmerju uprl. Skozi in skozi se je čutil pripadnika posebnega plemena, ki s preostalimi prebivalci nima nič skupnega. Predpisanega rumenega judovskega kolesa na svoji suknji ni ljubil, ker je pomenilo uradno vabilo sodrgi k surovostim in te vnaprej oblastveno upravičevalo. Toda svojo posebnost je prostovoljno poudarjal še veliko izraziteje, kakor jo je lahko rumeni madež. Kadar ga v geto niso zazidale oblasti, si je geto uredil sam. Domovati, četudi bedno, je hotel med svojimi. In s krščanskimi podložniki ni hotel imeti drugih stikov razen poslovnih. Beseda geto ima danes prizvok sramote in ponižanja. Toda ljudski psiholog in zgodovinar običajev bo prepoznal, da ne glede na namen geta, kakor so si ga zamislili narodi, Judje v preteklosti tega niso občutili kot ječo, temveč kot pribežališče. Zgodovinski resnici ustreza, če rečemo,
da so Judje strahovite pregone srednjega veka lahko preživeli le zaradi geta. V getu je imel Jud svoj lastni svet. Ta mu je predstavljal varni dom, ki je imel zanj duhovni in naravni pomen domovine. Tu je imel tovariše, med katerimi je hotel imeti veljavo in kjer je tudi lahko imel veljavo. Tu je vladalo javno mnenje, katerega priznanje je bilo cilj njegovega častihlepja, katerega zaničevanje ali nemilost sta bila kazen za njegovo malovrednost. Tu so bile cenjene vse specifično judovske lastnosti. In kdor je te posebej razvil, si je lahko pridobil tisto občudovanje, ki je velika spodbuda človeške duše. Kaj potem, če je bilo to, kar je bilo v getu cenjeno, zunaj geta zaničevano? Mnenje tistih zunaj ni imelo nobene veljave, saj je bilo to mnenje nevednih sovražnikov. Jud se je trudil ugajati svojim bratom in odobravanje bratov je bilo vredna življenjska vsebina. Tako so getovski Judje v naravnem smislu živeli polno življenje. Njihov zunanji položaj je bil negotov, pogosto resno ogrožen, toda notranje jim je uspelo vsestransko izoblikovati lastno samobitnost, tako da na njih ni bilo nič fragmentarnega. Bili so harmonični ljudje, ki jim ni manjkal nobeden od elementov normalne eksistence družabnega človeka. Nagonsko so tudi čutili, kakšen pomen ima geto za njihovo notranje življenje, in imeli so samo eno skrb: zagotoviti njegov obstanek z nevidnim okopom, ki je bil še veliko debelejši in višji od otipljivih kamnitih zidov, ki so ga obkrožali. Vse judovske šege in navade so bile nezavedno usmerjene k enemu samemu cilju: ohranjati judovstvo z osamitvijo od narodov, negovati judovsko skupnost, vsakemu posameznemu Judu nenehno držati pred očmi, da se bo izgubil in propadel, če se bo odrekel svoji samobitnosti. Hvala.